Nobena od mojih punc doma ni preveč jutranja oseba. In z moje misli niso nič preveč na službo zjutraj vezane, razen to, ojej, da ne bom zamudil, ojej, da ne bom zamudil, ojej, da ne bom zamudil. To mi gre po glavi ne 3-krat, ampak po moje ne 300-krat zjutraj. Izvolite naprej, gospod. Sem Leon Kranjec, specialist družinske medicine. Delujem v zdravstvenem domu Ljubljana, enota Šiška. Tukaj sem sicer precej na novo, od junija lansko leto. Prej pa sem 11 let deloval v zdravstvenem domu Litija, kjer sem prav tako opravljal delo družinskega zdravnika in delo na urgenci. Kot sobni zdravnik v Bohinjski Bistrici sem videl, da v bistvu delo družinskega zdravnika, da tega dela sploh doslej nisem poznal. To delo je tako malo, na nek način, vsaj včasih je bilo tako malo podcenjeno, malo manj vredno, sploh strani kakšnih naših kolegov drugih specialnosti včasih, danes seveda temu ni tako. Ampak sem videl v resnici, kaj to sploh je in da v bistvu, da si tisti ta pravi zdravnik, v bistvu tisti ta pravi zdravnik, zaradi česar sem se sploh mogoče vpisal na medicinsko fakulteto v Ljubljani. To je v bistvu temeljna stvar, odnos zdravnik-pacient. Pogledala, ko se je potem zmenila. Nisem ne slabo, nisem ne trudno. Delo je zelo razgibano, zelo raznoliko. Pravka imaš v bistvu z skoraj da vsem. Si pravi, kakšno imajo smolo oziroma srečo. Če imaš srečo, ne vidiš skoraj nič, če imajo pacienti smolo, vidiš pa marsikaj. Kratka, tu pač naš reanimacijski voziček. Zelo lep poklic je to. Pač seveda mi nismo popolni vsega, ampak se pa trudimo čim najbolje seveda za naše paciente. Tako da v bistvu spremljamo na nek način skoraj da od rojstva do groba naše paciente. Tako da je to tak zelo lep poklic. Kdaj je tudi recimo emocionalno ali pa fizično naporen. Seveda vsake stvari, ki se pripetijo našim pacientom, se te dotaknejo, jih nosimo s sabo, včasih rabimo mogoče par let, da jih tudi resnic predelamo. Večinoma so pa še najbolj hvaležni pacienti taki, ki imajo dlje časa k tebi hodijo in imajo nek občutek v bistvu uslišanosti in da je zanje dobro poskrbljeno in da so na občutek varnosti. Vedno vejo, da lahko računajo nate, ko so v slabi koži, ko zbolijo. Pa menjega pacienta recimo shodim ko pa bojem, tako da ni mogel prehoditi 10 korakov, da bi jim počival in bil po stanovanju na 2 do 5 metrov, odvisno od lokacije. Imel stolčke za počitek nastavljeno in ta mi je bil recimo tak izjemno hvaležen, tudi vsakič, ko sem prišel na hišni obisk k njemu. Na hišnih obiskih vidiš pa marsikaj. Od res hude bede sem že pobiral, da smo eno gospo zlomljeno hrbtenico s toprotskim zlomom, se po vseh 4 plazila po tleh. Smo pri njej doma pobirali pasje iztrebke, zato da je hotela iti v bolnico sploh. Hvala. Ambulantna sestra, moja desna roka, pa polovica leve. In moraš tudi ekstremno zaupati, da veš, da si lahko nanjo zaneseš. Jaz imam to srečo, sem lahko zelo vesel. Prva osnova se mi zdi, da si ti sam zdrav, pa močan, ker drugače ti drugim ne moreš dobro pomagati. Zdaj, kako pa to narediti? Temeljni problem, ki ga jaz vidim, je to, da mi zdravniki, pa tudi ne samo zdravniki, vse ostale osebe, sestre, bolničarke, strežnice, ali pa kdorkoli drug, praktično večina ljudi v Sloveniji je dejansko preobremenjenih. Recimo moj rekord nadur je bil, ker sem imel tako hudo krizo pomaknjenih, sem bil 11-krat enem mesecu dežuren, pa sem imel nekako 170 nadur, nekaj tazga, bilo kar brutalno. Takrat sem pa res kar že s težavo včasih zjutraj šel v službo, se pelal, sedel v avto, ker imaš počas malo dosti, ker rabaš malo izpreči.
No, to je zelo zanimiva stvar, ne. Zdaj sem od 1. junija tukaj novo ambulanto in jaz sem presenečen v obe stvari, kako mi nekateri izjemno takoj zaupajo, ti si zdravnik, ti veš, ti znaš in ti zaupamo 100%, no questions asked, ne. Pa hkrati imaš drugi ekstrem, ki ti pa Madonna čist nič ne zaupajo, ne, in imajo 1001 vprašanje, dvom, verjamejo se stricu Googlu, internetu, vse stvari si narobe tolmačijo in porabiš zelo veliko energije in v bistvu tudi živca na nek način, da tistemu človeku to čim bolj v redu to razložiš, kaj je treba, kako je, ne, in to je zame zelo naporno. Najraje recimo gorsko kolo, mountain bike, to je tako, mogoče tudi stvar malo za adrenalin sproščati, greš gor na svoj pogon, čim bolj strm klanc, čim večja višinska razlika, potem pa po čim težji zadevi stezici, ilegalki ali pa legalki, ne, dol spustiš. Ne. Pa zelo važna stvar tudi, da ko si doma, si doma. Ne. Ker ko si doma, nisi svoj, ampak si od svoje familije, nisi nič od službe. Ne. Mogoče se bomo morali bolj aktivno postaviti zase, za svoje pravice, ker če bomo mi izgoreli, zmatrani, izčrpani, tudi mi ne bomo mogli zdraviti dobro naših pacientov. Ne. Tako da tukaj v bistvu tudi vsem smo zadnja leta naredili, se mi zdi, nekaj korake v to smer. Zdaj nas mora sam še mogoče nasprotna stran malo slišati, pa malo razumeti, pa nam tudi mogoče malo zaupati, ne, ker smo med zaupanjem. Ne. Se mi zdi tudi, našo ministrstvo trenutno nima pretiranega zaupanja v nas, meni se zdi malo tudi po krivici, no, oziroma predvsem po krivici, no, kar je žalostno. No. Da ti narediš nekaj za sočloveka, da ga pozdraviš, da ga zdraviš, da mu pomagaš, da nekaj narediš, a ne? To so velike stvari, a ne? In to se mi zdi, da vsakmu, ki se vpiše na medicinsko fakulteto, in sem dam roko v ogenj za vsakega izmed mojih kolegov z fakultete, s katerimi smo bili prijatelji, kompanjoni, kolegi, da je to temeljna njihova stvar, za česar so se oni vpisali gor, ne? In tudi delajo, ne? To je resnično velika stvar, a ne, to. Ampak kdaj se da zelo veliko narediti, a ne, za pacienta in si rečeš, ne, wow, ne, to je pa naša medicina, a ne, in 100 let nazaj, a ne, bi bilo čisto drugačne. In si recimo ena taka stvar, za katero si lahko pravično tudi ponosen, a ne, in konec koncev tudi se lažje zjutraj vstaneš, a ne, in svoje punce malo naženeš v vrtec in službo, a ne, tako da, ena taka stvar, a ne.